Live in hotels, swing on planes, blessed to say, money ain't a thing, come something like LeBron now. Hold it, order me another round, hold me, we can back around. Wow, it's about to go down. Swing your body round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your body round and round, and then the night is going Malen sam 100% Slovenc, ja čakam. Alo, brate, da ima pisa.
o leti 2023. Z nami so Jošti Pamela, Tadej in Anja. tudi visoka Sarka Una, ter Ile in Maruša. Nik in Lana, ter Ljube in Pikara. Valentina in Rok, ter Biserka ter Mec. Alen in Leja, ter Lara in Ožbej. Juri in njegova soplesalka Ana, ter Taj in Anja. Z vami so Matevž in Nika, ter Manca in Janš. In še kot zadnji par so Lenart, soplesalka Lana in Luka.
Spoštovana gospa ravnateljica, učiteljice in učitelji, delavci šole, starši in ostali navzoči. Lepo pozdravljeni na enem izmed težko pričakovanih dogodkov v leto. Minilo je že 9 let, odkar smo vstopili v hram učenosti. Skupaj smo preživeli mnogo lepih in manj lepih trenutkov. A po vsakem padcu smo se pobrali in z dvignjeno glavo nadaljevali. Želimo, da boste v programu uživali in za nami podoživljali našo pot skozi vseh 9 let šolanja. Preden pa nadaljujemo z našimi prigodami, ki so se zgodile, prosim gospod ravnateljico Majo Dočengijo, da spregovori nekaj besed. Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, spoštovana pomočnica, spoštovani starši, dragi fatki in matki, cenjeni gostje. Danes je moja zadnja priložnost, da nagovorim učence in učenke. Zato se bom rahlo obrnila k njim in se vam opravičujem, če vam bom pokazala hrbet. Ne vem točno, kateri ste fatki in kateri ste matki, ampak vsi ste moji. Za današnjo valeto ste se izbrali temo, ki nam bolj izkušenim generacijam takoj privabi na smeh na ustnice. Saj se z veseljem spominjamo dva nadobudna mojstra, ki vse pokvarita, ki jima gre vse narobe in skozi neko nenavadno logiko na koncu pa prideta do rešitve, ki je pravilna le za njiju. Na prvi pogled se zdita komična karakterja, ki nimata pojma, zakaj gre. In komentarji, ki sem jih slišala, da ste tudi vi ena pat in mat generacija, so se mi na začetku zdeli simpatični, potem pa sem ugotovila, da za tem stoji tudi globlji pomen. Simbolika pata in mata nam skriva veliko več. Pat in mat sta le v krajšavi za njuni imeni. Njuno polno ime je Patlal oziroma Pat, kar bi v grobem prevedli nespretno oziroma po angleško clumsy. Matlal oziroma mat pa nerodno, po angleško awkward. In ko to poosebimo, potem dobimo dve imeni, nespretnež in nerodnež. In če pomislite na vaših 9 let na šoli, ste dostikrat igrali ti dve vlogi. In da ste prišli do današnjega trenutka, ste potrebovali veliko poskusov pri učenju. Ne samo šolske snovi, temveč predvsem pri učenju dobrih odnosov z ljudmi, ki so prišli v vaše življenje. Sprejemanju sprememb in vseh izzivih, ki vam jih je namenilo zorenje in odraščanje. In ko so prišle težave, ste jih reševali kot pat in mat. Kreativno in na svoj način. In ko ni šlo, so na pomoč priskočili učitelji in starši. Učenci in učenke. Trenutno ste na razpotju življenja in se kot pat in mat včasih popraskate po glavi, saj globoko v sebi veste, da spremembe, ki sledijo, bodo zarisale vašo življenjsko pot in definirale vaše odnose. In po njuni navadi je potrebno nekaj spremeniti in narediti. Velikokrat boste situacije in dogodke poskušali obrniti sebi v prid in s tem boste kreirali nov niz dogodkov in situacij, ki vas bodo oblikovali in izoblikovali. Velikokrat se vam bo zgodilo, da boste, kot pat in mat, zacementirali zaključno dejanje z nunim značilnim gibom. Kateri gib je to? Kaj naredite na koncu? Ja. Želim vam položiti na srce, da včasih ni potrebno popravljati zadev, kot to naredita ona dva. Da včasih ni treba narediti nič, ampak jih je potrebno sprejeti in se iz njih naučiti največ, kar se da. Včasih bodo to težke življenjske lekcije, ko se boste spraševali, zakaj jaz, zakaj se slabo dogaja meni, in boste zmajevali z glavo, a bodo tudi dnevi, ki jih boste sprejeli kot nekaj samoumevnega in popolnoma sprejemljivega, da se dobre stvari dogajajo vam. V obeh primerih pa imejte nekaj v misli. Vsaka situacija, vredna popravila ali ne,
predstavlja drobne učne ure, ki bodo sestavljale raznoliko paleto dogodkov, izkušenj in čustev vašega življenja. To ni delavnica, ki jo boste izpeljali v šolskih klopeh, ki bi vam jo lahko učitelji prilagodili in spremenili. In tudi starševska pomoč je včasih odveč. Ampak je delavnica, ki vam jo bo naložilo življenje v vseh svojih oblikah, metodah in pristopih. Ni posebnega orodja ali načrta, ni urnika in kampanjsko učenje ne pomaga. To je nenačrtovano, včasih kaotično, predvsem pa sporotno učenje. Pri vsem tem učenju, usvajanju življenjskih lekcij in spreminjanju sveta, pa ne pozabite na ljudi okoli sebe. Pat in mat nikoli ne pozabita, da sta prijatelja, da do rešitev pa ne bodo še tako divje in nenavadne, prideta skupaj. Na koncu si vedno sežete v roke, dvignete, naredite svojo kretnjo in zadovoljno sedete v naslonjač in opazujete sadove svojega dela. Naj bodo vaše življenjske poti